To je oddaja na Coinu, portala Decrypt in z vami sva David in Stane. V njej razpravljava o Bitcoinu na preprost način. Zelo po domače. Če ti je v družbi nerodno vprašati, vprašaj naju in posnela bova odgovor. Piši na info@decrypt.com. Stane, kaj imam jaz to v rokah? V rokah imaš Kaj je to? To je nekaj takega imitacijo zaobljenega. telefona. S takimi prijetnimi Taki so bili včasih telefoni, oblinami. se spomniš? A, telefoni. Taki To obline so mi znane, take luštne. So, ne? Ja. Ful dobro zgleda. In res gleda, kaj je en lušten telefon, ki bi ga imel tašnega. 4-colni, ne? 4-inčni. Ja, ful majhen. Taki, kaj so to, nazobčeni robovi, ki ti ne pade iz rok. Aluminijasti so. Aluminijast, ja, se čuti. Pa mat Tako so kar taki grobi, ne? hud Ni je, ja. gladek. Screen, display je pa kar, če vseš ga pržgati Na nazaj. vrh imaš Pismo. gumb. Moramo stekati po tla, ali kva? Najdu. Passport, kaj je to za en? Passport Prime. Passport Prime. Zgleda kar premium. Dobar, ne? Kar premium zgleda, tudi ekranček. Get started. Takoj mi hoče kodo, takoj mi hoče Bitcoina vzeti. Envoy hoče. Envoy app na telefonu, poskeniraš in z njo moraš setupirati device. Se pravi, brez spremljevalnega appa ne moč upravljati s to To denarnico. je v bistvu na nek način signing device. Tako, to je strojna denarnica. Strojne denarnice, ki Drvarnica. shranjeni ključi. Ja. In s Ta tem shranjuje podpisuješ pa še transakcije. ključe za dvofaktorsko autentikacijo in tudi fajle. 50 giga imaš spomina gor. Aha, zanimivo. Enkriptirane fajle, ja. Zanimiv. Videl sem pa, da je klele tudi naprimer za shranjevanje, čeprav razumem setup oziroma private key tudi NFC kartica. Ja, backup kartica 3 dobiš zraven na NFC tehnologiji, se pravi vse Kar je gor. tako vse prižge denarnica, one nimajo nobenega napajanja, česarkoli, samo ko približaš, se shrani varnostna kopija, delaš pa na denarnici. Torej imaš digitalno kopijo, ki je full komod, da ti ni treba besede zapisovati, pa 3 kartice imaš, ne? Se pravi, jih lahko na več geolokacij pospraviš. Ok. Kako pa, ampak to je v bistvu samo seed, verjetno gor. Samo seed. Ni, ne vem, če imaš še Ne, samo vse. passphrase ali pa če imaš Ne, passphrase ne multisig sme ali pa kakorkoli že, skratka ni to uporaben za te zadeve. Ne. Ko ti denarnico setupiraš, Ja? lahko narediš backup seeda na te 3 NFC kartice, pa boš pa multisig delal recimo na Sparrow, ne? Z istim seedom. Ta seed postane en od ključev v multisigu. Koordinator multisiga je pa recimo Sparrow ali pa kakšen drug software. Ja. Ok. Pa vidim, da ima klele, odzadnje kamerco. Ja. Ok. Evo, To je to, ne? Na Bitcoin shopu sem dobil Ja? Koliko pa to približno stane, okvirno? 300 evrov. 300 evrov. Ja. No, ni najcenej, ne? Ni pa najdražji. No, ampak je premium, a ni? Ne, Pa je. Zakrivljen Mislim, zaslon, tako kot včasih uni Res gleda- Samsungi. Ja, ta mali Samsungi telefončki, Se spomniš, ko so bili oni z zaobljenim zaslonom, kako so se imenovali? Galaxy neki. Ne Ne vem, Fold, ampak Ne. neko ime so imeli. Curved screen so imeli, se spomniš, tako na robu. Pa Galaxy so imeli, pa Galaxy. Galaxy nekaj, ja, ne vem, nekako se je imenoval. To se ne spomnim. No, tako ima na vrh pa od spodaj. Ja, Da ni hudi so. zaslona do roba. Hudi. Mogoče da probam, ne? Ja, dej ne, ti Pa bom bom. sodil za en krog. Za en krog. Pa si nared, ne, dej kaj gor, pa Pa si ga lahko izmeri, vrnem, ne? Ja, Pa na kartici pustim. tako, Ok, v redu. Povejte meni, a si ti pogledal novo spletno stran, kaj imava? seveda sem. Kaj si pa gor videl? Vse sam coine ne. Mater, slabo si gledal. Všeč mi je, dober si naredil, moram te pohvaliti. Moraš me pohvaliti, daj me Tukaj je pohvaliti. en velik oranžni gumb, ki reče: poslušaj zadnjo epizodo. Kliknem in se slišim. Ja, zanimivo. Se vem, to skozi delaš. A ne? Ja, v redu. Ja. Poglejte, ker vidim, da Stane ne zna povedati, kaj je na strani. Na coinu.si. Ja. Veliko izobraževalnih vsebin, veliko tem, o katerih govoriva, torej o Bitcoinu, o Nostru, nekaj orodij za, Kaj pa je med temi urodi? ja, recimo Bitcoin dashboard, ne, pa rečeš odpri orodje. In kaj tam najdeš na dashboardu? Najdeš statistične podatke, predvsem o ceni Bitcoina, o številki bloka, kdaj bo milijonti blok, to, kar sem ti postavil vprašanje, ful cajta nazaj. Milijonti blok bo točno čez 1 leto. Hudo. 18. april Četrti, 2027, če bo trenuten tempo. Tako, kot bi en mempool space odprl,
ampak bolj na kratko. Lepo si to naredil. A sem? Ja. Ja. Te Tamle- grafe mi niso tako všeč, ko grejo bolj navzdol, Glih, sicer hotel zdaj sem zadnje reči, to cajte, še ne? poprav, ne? Pa si Bom na kojno. Ja. Drugač pa snemava številka bloka, veš, da je to moderno zdaj pri teh podcastih, ne? Čakaj. Številka Sem že bloka, zaprl. 945 957. Ja, še en let pa bo milijon. A si videl, smo že čez polovico, ne? Ja. Halvinga, Halvinga. ja. Smo bili na halvingu, v bistvu. Par dni nazaj. Ja, 700 dni nas loči, oziroma 699 dni do razpolovitve. Kar kul. Kaj imamo še? DCA kalkulator, kaj si pa tukaj skril? DCA, je to je Aha, pa tako, ko kalkulator obžaluješ, nakupov. koliko nisi kupil bitcoina, ne? Ni mi delal, to sem pa Kaj? poskusil, Prosim? in mi ni delal. Ne. Ja, Da vidim. No, kaj ne klikati očitno? Da vidim, če bom še res ne enkrat dela, no. poskusil. Lažeš. važejo. Lažejo. Meni dela. Kaj si pa delal? Izračunaj, Shit, pa res ne dela. ne dela, ne? Da bi No, deva drugo temo, imava še kaj čakaj, danes? še kjer drug orodje. Tale ne bo najboljši. Kaj pa rečemo? Ja, kviz, pozabila sem na kviz. Ja, kviz je kaj. Malo nove prve. Ljudi. O, res? Ja. Čakaj, to pa nisem videl. Lej poglej. Čakaj. kdo je prvi? Čakaj. Stara te je nekdo prehitel. Ja, Aj, ena. Če koliko? Čakaj, ne. 19. Ja, ne, tega jaz nisem prehitel. On je bil že prej gor. Jaz ga nisem prehitel. On je bil res hiter. Ja. Jaz No, mislim, da je imel pokvarjeno miško, ki mu sama trza. Veš, ali pa hitrejši računalnik. ali pa hitrejši računalnik. Tako je. Meni tudi še ni ratal. Ja, poglej. No, Jaz sem se kdo ga izboljšal. vrti lahko? Jaz sem se izboljšal, Brez sem imel goljufanja, dva prosim. vnosa. Videl. Počno sem se izboljšal, že 40 Močno. sekund. Bravo. No, to pogledajte. To moram tudi malo popraviti. Tak grd je. Tak, češki, slovaški. Nekaj Seveda. tasga. To je češki je pohvala, to smo že imeli. Ja, se res, imaš prav. Notar sva že rekla. Ja, dajte si to pogledati, ker je David to zelo lepo razdelal. Odprite profil, nama sledite na Coinu, je ime profila na Nostru, lahko tudi nama kaj napišete in vas bomo zepali. Tako. Kaj imate še gor? Noter imate vse podcast, epizode. Če slučajno še niste pogledali videa, v čem je problem, imate tudi slovensko sinhronizacijo. En tak smotan glas je sinhroniziral zraven. A je bi ga to že potrpeli. Dobro, Ampak to je video What is the problem, ki je bil res popularen in se ga splača pogledati. Ja. A je What is the problem? What's the problem, ja. What's the problem? No, prav. Pa imava pa članke, tukaj bova še malo dodala, o kaj se dogaja. In pa Fak. Ja, fak imava. Pogosto vprašanje. Pogosta vprašanja, kaj je sploh je Bitcoin, lastna hramba. Tako da ja, malo sva preselila iz strani Decrypt, nekje pa tudi že novega, tukaj bova dodajala zadeve. No? Lepo si se potrdil. Če seveda verjamem, da mnogim bojo to vsebine, ki jih že poznate, ampak za tiste vaše kolege, ki se s tem spoznavajo, pa evo, smerite jih na coinu.si. Še eno drugo stran si navedel v najne zapiske in sicer satoshi.si. Satoshi, ja, videl sem, ja. Ne vem, ki sem jo že lovil, ampak sem jo malo pogledal. Poglejte jo tudi vi. Če ne drugega, boste gore eno tako igrco najdeli in sicer loterijo. Ima pa tudi izobraževalne zadeve gor, sicer je v angleščini, ampak glede na to, da je .si, mogoče je to tudi kakšen Slovenček dela. Ja, jaz bi rekel, da je to Slovenc, ker kdo bi sicer najdel .si domene in si jo zaželel. Pa še en tak pomen ima, Satoshi si, ne kot ti si Satoshi, mi vsi smo Satoshi. Tako? In super, da je to nekdo naredil, pohvale tudi tebi, neznanec, kdorkoli že si. Gor najdete tudi Bitcoin white paper, Words Ja. of Satoshi, Kar velike pa tega. kaj je BIP39, ne? Ja. Pa tudi nekaj o Nostru, imate noter tudi konverter cene, Moscow Time, če vas zanima, naprimer. Čakaj, je kje kakšen Noster profil od avtorja? A mu že slediva na Nostru? Poglejva. Avtor, če nama slediš ti, bipkni nama in ti bova kaj zepeljna. Ja. Drži. Greva naprej. Še enkrat, satoshi.si. Ja. Okay. Danes si videl, kaj je bilo? Sailor, Je spet neki kupil. Matej, prehitro je BlackRock. Se pravi, Ja, to. strategy drži več Bitcoina, kot pa BlackRock.
Ok, sam BlackRock ne drži svojega coina in za njih coine drži Coinbase. Kako je pa to s strategijami? Mislim, da pa so oni rekli, da imajo preveč skrbnikih. Aha. Tudi mislim, da ne držijo sami, Okay. ali pa noče povedati. Ampak mislim, da je govoril Saylor, da imajo preveč skrbnikih. Tako da, ja, tudi oni niso lastniki, ne? Tudi, če... Dobar, niso lastniki svojih ključev do bitcoinov, ki so jih kupili, ampak zanima me izvor denarja. To, je pa to so posojila, ne? Kako je že to? Oni zdaj prodajajo papir, ki se imenuje STRC, tale oznaka, Ja. kjer imaš ti donos 11% ali koliko obljubljajo na leto. In ko seveda te, ki so Donosi dolarski. rentni, ne, ljudje, je to seveda huge donos in drvijo noter, zdaj pa strategy pa v bistvu ta denar, ki ga noter dobiva, s tem kupuje bitcoin. Se pravi, mora imeti večji donos v bitcoinu kot obljublja Ja, pa dividende. mogo imeti na dolgi rok, absolutno. Tako da meni je tako malo, no. Kakšen ponzi, no, mi malo zgleda. Ponzi, balonzi. No, Upam, da ne bo, imajo upam, pa da ne kritje bo. v bitcoinu, kar pomeni, da lahko nekoč močno vplivajo na ceno bitcoina, ne? Če bodo mogli prodati. Drži. No, ampak ta strategy je meni že skozi ena taka honeypot za vlado, da bo prišla pa rekla, mislim, ne vem, kaj bo že razlog, ampak tole bojo pa zdaj Vzel, strateške rezerve ZDA, recimo. Ne? Tako da, 800,000 plus BlackRock 800,000, to je že kar nekaj, ne? 1.600.000 bitcoinov. Ja, ni šlo. No, ni šlo. Ja, toliko jih nimamo, no. Ne. Ampak gremo naprej. Vse dogaja pri ta velikih playerjih očitno. Morgan Stanley, ne, tele so tudi bili proti Bitcoinu, pa so zdaj lansirali Bitcoin ETF. In sicer so celo objavili denarnico, ne, kjer jih držijo. Tako da je javno, da lahko sledite, če vas to slučajno zanima. Niso pa to vsi, ne, ki bi objavili. A slučajno veš, za druge ETF-je tudi objavljajo Nekateri so, nekateri ne. stanje assetov, ne vem. Nisem pa zdaj že neki cajt gledal. Ne vem. Me to ne zanima toliko, no. Ja, Tako da nisem šel v to. Jaz imam, kar imam v skladih, so drva, pa to nimam pa ne. A še nimaš tega slovenskega računa, kakšnega že? Ne, zato ker se upam, da ta minister poslavlja in s tem tudi ta njegova... Ne, to pa ne bo. Ne. To so zdaj odprli, to pa zdaj jama brez dna. Ja, predvsem to mame skrbi. Se ne vem, kdo v not metal. Se bo zdaj, ki so najdel, nehite name kazati. Ja. No, če gremo naprej, a si videl, Iran za prehod To sem slišal, pobira? oziroma bral, da pobira bitcoin za prehod Hormuške ožine. Ja, Zanimiv. Ampak, a so oni napisali kripto ali so napisali bitcoin? V enem je bilo naveden eksplicitno bitcoin, tisto, kar sem jaz videl. A res? A je kdo objavil kakšen naslov ali pa kakšen detajl, da bi to lahko preverili? Ne vem. Ja, ker to tudi jaz nisem se poglobil. Je bilo pa veliko govora o tem, Ja. ogromno enih debat, nisem še pa preveriti, a Bilo- res prav bitcoin hoče. Bilo pa je za plačilo, se pravi ne za prehod, ampak za plačilo, naj bi pa Chainalysis, se pravi firma, ki spremlja blockchain, potrdila, zdaj s kakšno verjetnostjo ne vem, ne, ampak naj bi potrdila, da Iran sprejema bitcoin za plačilo nafte. No, Ne vem, to je koliko, lahko 100 milijonov, ne vem, koliko je bil znesek, ampak zdaj, koliko tem zaupate? Ja, to je lahko spet propaganda. No, ampak meni se zdi to načudnega, ne? Glede na to, da Iran je že bi bilo super, dolga seveda. leta izločen iz Bančnega sistema. monetarnega sistema, ne? In si prizadeva, da ga odblokirajo. Ne? To mislim, da je tudi en izmed pogojev, ki so ga dali ZDA, da jim sprostijo to, kar imajo blokirano. Tako da je to nekako logična stvar za Iran. Ne? Ja, In če drži. Ne? no, seveda, ne, tudi, zakaj pa recimo, je- tudi če ne drži, je logična stvar, da vzameš denar, ki ga noben ne more vzeti. Seveda. Ne? Ampak zakaj pa misliš, da je Amerika še enkrat 100 metrov stran zaprla Hormuško ožino? Po moje so rekli, da mi bi tudi bitcoin ne pobirali. Možno. Ja? Zdaj, Ali pa Trump coine, ali pa so oni. Ja, ali pa Melania coine. Melania coine. Ne? Mogoče imajo pa to strategijo. Mogoče. Ne, ampak to je velika stvar. Ne? Če bojo res drugi narodi plačevali v bitcoinu, je to signal za vse, da ni več Midva bova šla obstoječega pa sistema.
na karavanški predor prek tunel, Kam bo pred tunel stati in bo pobirala konj. tunelnino? Tunelnino. Ok. Kojnino. Kdaj greva? Predskaj končava tole. Okay. Gremo naprej. Kaj gremo naprej? Ja, FBI je prišel do podatkov iz obvestil na iPhonu, ne? Ja, in sicer nekdo je uporabljal signal, a ne? In ko ti dobiš sporočilo, dobiš to notification, sicer Če je imaš omejen, vklopljene, če imaš če imaš vklopljen, seveda. vklopljene, ja. In saj pa iPhone je tako, da po defaultu se 30 dni shranjujejo ta Vsebina obvestil, Tako. notification, ne? Tako. In ne glede na to, a pač kaj se zgodi, a ti to zbrišeš, na telefonu ostane teh 30 dni obvestil in na podlagi tega so lahko prišli do komunikacije. Zdaj, Ja. rešitev je, če vas to toliko skrbi, ne, da enostavno izklopite notification. No, sej ta, Lahko pa tudi skrivaš, ne, se pravi, da dobiš notification, ampak ni vsebine noter. Ne. Ja, ta hack oziroma ta, kako se reče, luknja je bila že znana, da prek teh obvestil na telefonih, tako v Androidu kot Ja. iOS-u, je marsikdo že prišel do vsebine telefonov nekoga drugega. In evo, zdaj je bil primer, ko je FBI bral sporočila iz Signala, ampak tukaj so lahko dobili samo dohodna sporočila, ne pa tudi izhodna. Ne? Ja, drži. In s tem lahko samo sklepajo, kaj je avtor telefona odgovarjal. Ne? Tako. Ja. Ampak zanimiva tema za zasebnost, ne? Tako. Upoštevajte. Tako. Zdaj, če so že pri zasebnosti, mogoče lahko še celo rečeva, na Irskem so štartala, ne? Pilot z kaj to, age verification, preverjanje starosti za dostop do družbenih medijev. Govoriš o tej panevropski aplikaciji Tako. za preverjanje starosti na internetu. Tako. In takoj, ne vem, v kolkem času, v enem dnevu je bila hekana, oziroma so pogruntali, kje se shranjujejo vsi podatki in tako, kaj je narejen, je v bistvu porazno. Ja. Ne vem, a to je za nalaž bilo tako narejen? Ali Ja, ne, namenoma? naša evropska sredstva se tako porabljajo, koristno, učinkovito. Ne, ampak resno, a misliš, da je bilo to namenoma tako slabo narejen, se pravi, da lahko kdorkoli pride do podatkov tvojih, ali Jaz mislim, da ena stvar še ni bila dobro narejena, ne na državnem, ne na evropskem nivoju, tako da ne morem si predstavljati, da bi bilo to namenoma. Jaz mislim, da je to odraz nesposobnosti, slabega vodenja, načrtovanja. Ne vem, to je bilo res kar pocala. ampak ti sam tako negativno govoriš o Evropski uniji, sem pa, če sem zasledil prav, pa boš ti mogoče bolj vedel, da iz 2027 bojo pa na napravah mogle biti baterije odstranljive, se pravi, da je šlo v zameno. Ampak govorijo spet samo o telefonih. Aha, samo v telefonih. No, ampak boljše sem, kot pa nikjer. Ja, saj to je dobro. Ampak jaz mislim, da je tako kot ta aplikacija, to spet nepremišljeno. Namesto da bi predlagali standarde, namesto da bi spodbudili k standardom, ne tako kot smo zdaj za polnjenje baterij dobili USB-C standard, ki je super, ne? In ga je industrija sprejela in vsi potrošniki so ga sprejeli. Tako Sam da, smo pa zgubili jack, ne, audio. ja, to je drugo. To je spet odločitev trga. Zakaj si pa šel kupiti True Wireless slušalke? Ne? Vseh nisem šel, ker jih nočem imeti. Ja, Slovenija je vrgla Jaz hočem wire slušalke, žične imeti. Slovenija je vrgla 30 milijonov v digitalizacijo za časa prejšnje Janševe covidne vlade in folk si je šel kupiti AirPods. Ne? Aha, to je In, dobro, ja. če imaš ti AirPods, ne rabiš jacka v telefonu. Ja, In pa imaš pa nekaj v glavu tudi drugače. Ja, imaš pa v glavu. Malo brenči. Ja. No, meni se zdi to, da bi morale biti baterije zamenljive, super, ampak mogla bi priti neka incentiva trga. Ta državna prisila se ne bo obnesla, po mojem. Čeprav je predlog, ko gre v pravo smer, ampak dvomim, da se bo obdržala. Ker veš, kako je tudi zdaj z garancijo in rezervnimi deli na naprave. Proizvajalci morajo ponujati garancijo in čas, Koliko časa koliko servis? časa izvajajo servis. Okej. Ampak proizvajalec hkrati ima tudi pravico, da predpiše, kaj je rezervni del in če ga naprava sploh ima. In če se proizvajalec odloči, da naprava nima rezervnega dela, recimo v primeru telefona, da baterija ni rezervni del, je to samo mrtva črka na papirju v zakonih o varstvu potrošnikov, ki zahteva servis. Proizvajalec se je odločil, da baterija ni servisni del in gotovo. Brez veze. Okay. Torej, Bomo videli, kaj bo. super, če bodo kaj uspeli. Fajn bi pa bilo, da se baterije standardizirajo, tako kot imamo AA baterije, da bi imeli tudi baterije za te ja, naprave, ne bojo BBB ali pa karkoli že. Tako kot smo imeli včasih, ne, tiste baterije za Nokia in čau, posod si jo dobil in gotovo. Pa zmeraj delala.
Ja, pa ful dolg cajt. Ja, Si predstavljaš, da se včasih mobiteli delali en teden? ja. Fascinantno. Pa še kača si gor igral. Gremo naprej. Veš, koliko bomo spet enkrat plačali za ta feature? Zapomni si to. Valjda, da bomo. Plačali bomo, ko bo dala, to star, dela mi telefon en teden. Koliko smo dolgi? Ne, saj 5 jurjev. vse izklopiš, pa pustiš GSM mreže Ja, in to je to. ja, sej, ali pa če ga nimaš. Ja. No, še si hotel nekaj povedati. Bitcoin prepaid kartica se je pojavila brez Se KYC. je pojavila, ja, taka malo mešanca, freedomia.io. Freedomia. Nisem še testiral, ampak me mika, da bi. In sicer, malo sem šel pogledati, kdo je ponudnik, kdo je izdajatelj te kartice in nikjer ne razkrivajo tega, kar je malo čuden. Ne, razkrivajo. Firma Pokaž. iz Delawarea je. Pokaž. Je na freedomia.io. Ne, oni so samo, kdo so, se pravi, kdo je ta, ki ponuja ta paket, ne pa kdo je izdajatelj. Pišejo samo, da imajo third party To pa providerje, ne razkrivajo pa, kdo je, kar je malo čuden. In se še gleda tudi splošne pogoje in tudi tam ni noter. Tako Kaj pa to pomeni? Kaj lahko to pomeni? Mislim, kaj to pomeni? Nekaj se, zdaj, če gledamo evropsko zakonodajo, mora to biti napisano. Se pravi, ampak mislim, da tudi generalno velja, da se vedno napiše, kdo je izdajatelj kartice. Ne? No, ampak Zdaj, kakšne razen, sheme se če je izkoriščajo za non-KYC kartice? To Tako, povej. kakšne? Katere sheme Visa ali pa Mastercarda se izkoriščajo za te non-KYC kartice? Ne, gre za navadno, tukaj gre v tem primeru za prepaid kartico, vse tako pravijo, ki ima določene omejitve. Mislim, da je do 5000 evrov, dolarjev na mesec, ne bi bil brez KYC-ja. Do 5000 evrov porabe. Dolarjev porabe, ja. Se pravi, Ja. transferjev plus minus. To pa ne vem, kako merjamo, načeloma je to spending, pomeni Aha, ven. spending, ok. Ja. Ker ne gre za račun, ampak gre za kartice. Tisto, kar ne. žena Ti počne, ne tisto, kar jaz počnem. Tako, tako. Ja. Enosmerno. Ja, jaz filmam na Ja. prazni. In sicer imajo, tukaj vidim, omejeno, seveda, možnost, da če zdaj se jim pridružite, očitno je treba še malo počakati. Pokličite Po moje zdaj. po moje se v vrsto postaviš, imaš to pub fee 1,3%. Veš, kaj sem te hotel vprašati, Ojoj. oziroma od tebe slišati. Se spomniš, kaj je Aqua ponujala to isto, Dolphin Card, non-KYC, nobenega limita ni bilo omenjenega in kar naenkrat se je zaprl. Takrat sem bral nekje, da so to neke sheme Visa in Mastercarda, ne vem, kako točno se imenujejo, ampak ki so namenjene velikim korporacijam. In nekdo izkoristi to pravilo, ponudi kartico splošni publiki pod nekim svojim brandom. Sem to je kratkoročno, ne. To je takoj, ko ga dobijo, ga bojo slikali. Ne. Zato pa se tudi sprašujem, koliko časa bo Freedomia Ja, na voljo. zato pravim, da mi je Freedomia. čuden, da ne piše, kdo je izdajatelj, glih to je to. Ker če bi bilo jasno, ne, je bila Dajmo se zadeva- skozi, dajte se vi prijaviti, pa Ja. bodo nehali delati, pa povejte. Dajte malo testirati, pa povejte, kako kaj to dela. Ja. Ne? Lahko se z mojimi podatki. Ja, bi bilo pa zanimivo no, tole videti, kako dela in če dela, mogoče celo omejen samo na ZDA. Ne vem. Piše anywhere where you can spend with Visa. Ok, pa je v redu. Pa lahko Bitcoin kupaš, to je dobro. Skratka, če bo kdo probal, dajte nama sporočiti. Če ne bo že mi dva prej, pa bomo mi dva vam. Zato smo kleboje. Baje, sem rekel. Sem pa prebral eno dobro spet kratko, to je podarek. 50 strani ima samo takih kratkih knjigo. Ja, Priporočam sem. povej več. Bom kar prebral, ker se mi zdi, da je bolj lažji. Naslov je The New Age of Intelligence. Svet se je spremenil, današnja vojna za moč se ne bije s topovi, ampak s podatki. In kdor tega ne razume, je že izgubil. Obveščevalne agencije, banke in korporacije so stkale nevidna omrežja nadzora, ki deluje tiho, v zadju, brez izstreljenega naboja. Najnevarnejša tiranija ni tista, ki te prisili, temveč tista, ki ti vzame možnost, da sploh pomisliš na drugačen svet. Tvoji podatki, tvoji dolgovi, tvoja digitalna sled, to je surovina, to je sredstvo, iz katere se danes gradi politična in ekonomska moč. Edini izhod je zavestna odločitev za vzporedne poti, tehnologije, skupnosti in orodja, ki posamezniku vračajo nadzor nad lastnim življenjem. Res je dobra knjiga, zelo skoncentrirana in sicer mislim, da je bila napisana 2017 ali 2016 in točno to, kar se zdaj dogaja, piše tukaj v tej knjigi. Ko bi le bil kje kakšen podcast, ki bi se o tem pogovarjali. Ja, res. Priporočam. Hvala, David. Pojmo naprej. Strojne denarnice. Ja, razkrit je bil nov hack Ledger denarnice, oziroma
prikazano je bilo, kot da je šlo za hack Ledger denarnice. Ampak? Ja, Kaj je bilo zdaj skekan ali je bilo skekan? to Kdo v komu zdaj resnici kva? sploh ni bilo shekano, ne. Kdo je izgubil zdaj kaj? Veš, kaj rečemo, ne? Hack je login v tuj računalnik. Okay. No, ta denarnica je bila pa v resnici Žena je dala ponarejena. enemu. Ne, nekdo je kupil. Okay. Poglej, nek Brazilec, en gospod, ki se kliče security researcher, a ne, ali varnostni inženir po naše, je na eni kitajski tržnici kupil Ledger Nano S+, torej aktualni najcenejši Ledgerjev model, Aha. ker je želel nekaj testirati. Okay. Cena naprave mu je bila sumljivo nizka in Že tako najnižja cena je, tam on je šel na Kitajsko, pa še nižja. lej, ampak šparati je treba, pa naj stane kolikor hoče, ne. Okay. In takoj, ko jo je dobil v roke, je opazil, da embalaža ni lična, ne, da ni lepo zapakirana, in ko je odprl, se mu je zdela tudi naprava sumljiva. Odločil se je, pametno, ne, da ji ne bo zaupal, ampak da jo bo odprl. Razdrl je plastično ohišje naprave in opazil, da je v njej predelano tiskano vezje z drugimi čipi, podrgnjene oznake obstoječih čipov, se pravi, elektronka je bila predelana, ne. Poleg tega je, to pa na način, ki ga ne razumem, ker ga ni dovolj dobro opisal, on je šel preveriti, če firmware, Ja. torej takneš denarnico v računalnik in pogledaš firmware. Firmware je bil imenovan na način, ki ne obstaja pri Ledgerju, ne. Najdu je gor pine v plain tekstu, se pravi v tekstovni obliki, kar je tudi izjemno nenavadno za varnostno napravo, kaj šele za Ledger denarnico. In denarnica je takoj klicala na nek neznan čuden server. Podpirala je 20 različnih blockchainov, ne vem pa, kako mu je ta prodajalec ponujal APK na kakšnem mediju. Se pravi, prodajalec denarnice je kupcu, temu security inženirju, ponujal APK, to je datoteka, ki jo naložimo na Android in zaženemo kot aplikacijo, da bi jo uporabil in začel z njo delati. To je že prvi red flag, to je prvi signal, da je nekaj narobe. No, ta človek je šel to vse skupaj preveriti, seveda na original Ledger Wallet aplikaciji denarnica ni šla skozi, na priloženi aplikaciji pa šla, ne, in bilo vse krasno, lepo, nekdo se je ful potrudil, baje, z embalažo, z izdelavo in vsem, razen detajlov, ki so bili opazni, ampak Pa je tudi kaj Bitcoina že gor pal? ne, povabijo te, da daš kaj gor, ne. Poleg APK-ja, torej datoteke za Android, je ta prodajalec priložil tudi exe za Windows, DMG za macOS, in celo iOS test flight. Se pravi, to je datoteka, ki omogoča, da bypassaš App Store oziroma review prek App Store, in so poskušali, oziroma verjetno še poskušajo prelisičiti kupce. Mogoče na Bolhi tudi kaj tazga. Veš, da nisem zasledil, vsake toliko preverim. Tega nisem šel zdaj preverjati, ampak ful malo je denarnic na Bolhi na srečo. No, in ta človek je to objavil na Redditu, povezavo bo objavila s slikami in vsem, in na kripto Twitterju, ne, se je takoj vnela debata, da je treba kupovati denarnice samo pri proizvajalcih in panika. To v resnici ni priporočljivo, Zakaj? šele res. Ja, saj se spomniš, da je Ledger izgubil, mislim, da 270,000 podatkov vseh kupcev, se pravi z imeni, priimki, fizičnimi naslovi, e-maili in telefonskimi številkami, ki so danes tarča hekerskih napadov. To veliko manj, kot je pa booking.com zgubil zdaj v zadnjem tednu. A res? Ja, A res? vsemi podatki, kartice, naslovi, vse. Še dobro, da nisem šel nikoli nikamor, po moje. Ne, no, v glavnem, zaključek na kripto Twitterju od tudi vidnih podcasterjev je bilo, samo pri proizvajalcih treba kupovati denarnice. Jaz bi rekel, da to sploh ni dobro, da se tako odprto in s podtaknjencem vgrajeno denarnico opazi z velike razdalje, da naprava ni lepo narejena, ni lepo zašita. Prej si občudoval ta Passport Prime. Če to odpreš, pa hočeš še enkrat nazaj zalimati, ne boš prelisičil nobenega, ki je kolikor toliko preseben. Kot vidimo, je ta človek takoj opazil, da je šlo za fake denarnico. Nikoli ne opisujemo tujega, že predpripravljenega SID-a, se pravi 12 besed v denarnico, in jaz sploh ne bi delal panike. Če kupuješ na tržnicah, marketplacih ali eBayih in podobnih tržnicah in ne prek uveljavljenih resellerjev ali pa še najboljš ne fizično s cashem, pa lahko pričakuješ kaj takega, ne. Če pa kupuješ direkt pri proizvajalcu, proizvajalci so pa vaba za hekerje, da jim ukradejo bazo, ker so tiste baze podatkov nekaj vredne, ne.
Torej, na Twitterju, na X-u, no, je bilo kar nekaj panike, ki jo jaz ne vidim, sploh ne vidim, zakaj bi bilo to karkoli kritično ali pa nevarno za nas, ki smo kupci teh denarnic. Torej, na Zahodu nič novega. Ne. V redu. Na trgu še nismo opazili denarnice, ki bi bila dovolj lepo in prepričljivo izdelana in zapakirana in ki ne bi nagovarjala, da uporabimo predpripravljen set besed in hkrati ne bi bila ponarejena. To mi je danes povedal gospod iz Bitcoin shopa, ki sem jih obiskal. Lepo, lepo. Zahvalil se še vsem podpornikom, ko komentirajo, ko zepajo, ko pošljajo kak satoshi na X-u, na Nostru. Bog vam ohrani dobro navado. Ne? Ja. David, a si kdaj kaj na Redditu? Reddit. Redko, včasih pa tudi zaidem tja. Tudi jaz, kolega mi je poslal danes link, Ja? in sicer na slovenski odsek Na slovenski Reddit. Ja, torej reddit.com/r/Slovenija, kjer je uporabnik z imenom Game Theory Sam objavil sledeč zapis. Citiram: Bitcoin je zero-sum game, ki se nadaljuje v teoriji norcev. Nos, V tem naslovu sva se prepoznala, takoj. zato bova brala naprej. Mislim, da je Bitcoin sicer zanimiva ideja. V oklepaju podmnožica blockchaina je To je Bitcoin. pa strokovnjak. Blockchain je zanimiva ideja, zaklepaj, vendar nevzdržna na dolgi rok, ker je Bitcoin zero-sum game, ki ima nadaljevanje v teoriji norcev. No, norc posluš. Okay. Ker bi res rad imel debato o tem, v oklepaju lažje razlaga mojega mnenja, da je razumljivo več ljudem, zaklepaj, zero-sum game pomeni, da kadar je nekdo v plusu na eni strani, to pomeni, da dejansko nekdo zgubi na drugi strani, No shit. na marketu. Omenjena stvar deluje, dokler ne zmanjka norcev. Teorija norcev. Norcev vedno enkrat zmanjka. Nekdo je vedno pripravljen plačati za neko stvar več, dokler teh oseb ne zmanjka. Zaklepaj. Jebem ti, boš nehal s temi zaklepaji pisati. Ko norcev zmanjka in enkrat jih zmanjka, potem zadeva postavlja v vejce, prav da lahko prebral lepo. Še enkrat. Ko norcev zmanjka in enkrat jih zmanjka, potem zadeva nima vrednost, kar v besedi uporabil oklepaj. Vrednost ljudi je omejeno na svetu. Model, če hočeš, da ti berem poste, se potrud. Res bi rad imel neko konstruktivno debato o tem. Kaj mislite o tem, Slovenci? Ker zero-sum game na dolgi rok nikoli ni delovala. Govorim 30 let plus. Vprašaj. Najlepša hvala. Zvezdica. Noben odgovor naj se ne smatra za investicijski nasvet. Zvezdica. Mi je pa logično, da bo ta post bil pod nulo. Večina, ki ima BTC, dislajka post, sam sem za debato. Ej, a ne bi moderatorji najprej te nepismence dole skenslali? No, jaz tega niti prebrati nisem mogel lepo tekoče. Ja, sem slišal, ja. Pazi, Oklepaj in zaklepaj so ti delali. ja, prvi odgovor. Ni zero-sum, ker borze pobirajo provizije. A pa to, a? Ja, bravo. Bravo. In države davke na dobiček, če že moramo elektriko za to zapravljati. In elektronko. Misliš, da je Bitcoin zero-sum game? Ne. Sploh ne do sedaj je omogočil večje povpraševanje po elektriki in elektroniki, povzročil pomanjkanje grafičnih kartic 8 let nazaj, omogočil ogromno pranja denarja, podkupovanja in preprodaje droge, orožja in ilegalne pornografije. Ilegalne pornografije. A imamo tudi legalno? Ja, se to sem hotel zdaj vprašati. Ljudje kot so Elon so svojim vplivom manipulirali njegovo ceno in masno zaslužili. Manjši primer tega so shitcoini in influencer coini. Vse skupaj se mi zdi, da je kripto kar daleč v minusu, še preden omenim NFT-je in samo kulturno kriptoinvestitorjev in njihov vpliv na mladino v spletnih medijih. Ne bom več bral Reddita. Bog. No, zato jaz ne obiskujem Reddit. Ne, se kecam. Verjetno je mrskaj dobrega gor. Sploh ne vem, kaj bi komentiral. Te ljudje ne razumejo, pač denar je nekaj drugega, zero-sum game, ja, ti nekaj daš, pa on na drugi strani pač to vzame, a ne, zdaj nekdo profitira oziroma vrednost za mene, ki prodajam, je pač za ta denar, ki ga bom dobil, višja in na drugi strani hkrati tisti, ki kupuje, ne, pa mislim, da je to, komu jaz prodajam, vrednost višja, kot pa to, ki bom meni dal denarja, ne. Še enkrat, zero-sum game, ja, to je denar, normalno. Jaz nekaj kupam in s tem nekaj dobim, v obtoku je še vedno ista količina denarja. In oba sta happy. Ja, ne, to je pa osnova trgovine. Se ne vem,
Rad bi bolj razumel, na kakšen način je mislil tukaj, kaj je tukaj slabega z zero-sum gameom, ne? Zdaj, če govorimo, Mislim, da je samo če on prišel na govorimo- svoj zero in je klemal besen naredil to. ne vem kaj, sploh ne vem kaj je, ampak če pa pol aplikacije še na druge, kaj boš ti zdrhnil, ali pa? A te ta Reddit toliko razburil? Mogoče bom šel Te po toliko poti tega razburil? pisca. Je šel malo loro. Ne, hočem se reči, da če pa gremo malo naprej od tega, kaj Bitcoin doprinese, ne? Disciplina, odgovornost, marsikaj drugega, ne? Sam način življenja, je pa to mogoče ni več zero-sum game, ne? Ampak nekdo mu je napisal, vse, kar se prodaja na borzi, je zero sum. Bitcoin, USD, zlato, delnice Amazona, SP500. Ko so kupci, gre cena gor, ko ni kupcev, gre cena dol. Avtor pa mu je odgovoril, ni res, če ima stvar dodano vrednost. Dodana vrednost pri BTC pa je, no, David, kakšna Kaj je je? dodana vrednost pri BTC-ju? Sam res, kaj pa je dodana vrednost? A to je ta mogoče inherentna vrednost? A? Ja, A je to inherentna vrednost? ne vem, kakšna je dodana A vrednost? za mene? Bitcoin je monetarni sistem, ki jim mi omogoča, da lahko v prihodnost nesem vrednost. Da lahko kamorkoli, kadarkoli, komorkoli pošljem vrednost. Preneseš Noben ne more vrednost, vzeti. a ne? In še marsikaj drugega. Tako da, ne vem, kaj bi sploh naprej še komentiral. Glede ti kaj povej, ne, kaj ti sem bral. Ja, ker je bilo zabavno brati. Ja, ni bilo čez tiste oklepaje pa zaklepaje imel skozi. Jaz bi rekel, da je motivacija tega avtorja, da je to napisal, bodi si zavist, bodi si pa ugotovitev, da bodi si nima toliko evrov, koliko je mislil, da jih bo dobil z Bitcoinom, ali pa je izgubil vse, pa morda niti ne samo z Bitcoinom. Očitno ni posvetil nič časa izobraževanju. Na coinu.si je ena stran, kjer je nekaj materijala o tem. Ne? Ja, res je. Enkrat sva že slišala na to, Ja. o tem. Forsirajo to, veš, to stran forsirajo. No, ampak, a veš, šel sem to brati zato, ker je bear market in je zanimivo, kako se ljudje tolčejo po glavi. Zanimivo je, da se sprašujejo nesmisle, namesto da bi si pomagali, recimo s ljudmi, ki nas pa to zanima, pa smo posvetili nekaj časa temu, pa bi z veseljem odgovorili, pa bi se pogovorili. Kaj, če bi mi dva tega kar povabila v podcast? To je bilo ful dobro. Daj se Ampak javi na ga- Nostro. Ajde, Aha. investiraj 15 minut cajta, odpri si Noster profil in se prijavi in te povabi. Ne moreš, ker to je zero-sum game. Noster ni zero sum game. Valjda je. Ne, Vse. ker bo zabol bo 15 minut. Kaj pa dodana vrednost? Kaj pa dodana vrednost? Piščanc od Nostra. Ne, lahko pa pride na Bitcoin Pizza Day, Se ko bo res. hmal, čez kak mesec. Ziher bo Bitcoin društvo pripravilo Bitcoin Pizza Day, pridi in dodana vrednost bo pica v tvojem trebuhu. In celulit na tvoji riti. Ok, Reddit. Nač, stanite na coinu. Izberite se to še.